Estetska kirurgija sama po sebi je mene zelo presenetila. Ljudje po dobro opravljenem posegu so presrečni in pogosto jokajo od sreče. To se mi v rekonstrukcijski kirurgiji ni velikokrat zgodilo. Kaj je danes v vašem poklicu lepo? Kaj ljudje najbolj pogosto želijo? Znanstveno dokazano je, da lepe osebe imajo v življenju številne prednosti. Od nižjih kazni, če ga nekdo vstal, do otroci imajo več pozornosti strani vzgojiteljev. Vedno me je fasciniralo to, da vidite človeka veliko bolj celostno, osebnostno, kot samo človeka, ki ima neko medicinsko težavo. Če bi bila estetska kirurgija neboleča, brez zapletov in brezplačna, kdo se ne bi zanjo odločil? Najverjetneje skoraj vsi. Dobrodošli v Mastercard podcastu Navdiha. Moj današnji gost je profesor dr. Uroš Ahčan. Profesor Ahčan je strokovnjak za plastično, rekonstrukcijsko in estetsko kirurgijo. Svojim delom rešuje in spreminja življenja, svojim znanjem in profesionalnim pogumom premika meje možnega. Vsako jutro pred ogledalom priseže. Njegovih zapovedi je 9, ena manj od božjih. Prva se glasi: pomagaj vsem, kot bi pomagal sebi ali svojim domačim, in ko dvomiš, kaj storiti, naredi tisto, kar bi naredil zase in za sebi ljubo osebo. Naredi res, kot bi ga zase, na mestu, ki bi ga izbral zase, in rano zaši, kot bi jo sebi. Profesor Ahčan je izjemno mednarodno uveljavljen strokovnjak s profesionalnimi presežki. Dober dan, spoštovani profesor. Dober dan, hvala za prihod v podcast. Vam hvala za vabilo, z veseljem. V svoji zanimivi knjigi pišete, da imate kirurgi privilegij, da vstopate v tuja življenja. Kakšno je to vstopanje? Ja, vsekakor imamo privilegij, da vstopamo v tuja življenja. To pomeni, ko se srečamo s hudo poškodovanim, ko se srečamo z bolnico z rakom dojke, vsekakor vstopamo v življenja ljudi. In zato imamo privilegij, da jim lahko pomagamo, da ponovno pišemo nove življenjske zgodbe, da jih povrnemo nazaj, še močnejše, še boljše, na življenjsko pot. Ob tem pa se je potrebno zavedati, da to ni privilegij, ki je dan ob rojstvu, ampak kot sem zapisal, je to prigaran privilegij, kar pomeni, da je pot do tega privilegija dolga, naporna, zahteva ogromno odpovedovanja že v študentskih časih. Vsi se zavedamo, da je medicinska fakulteta zelo težek študij, da zahteva ogromno dela, truda, tudi odpovedovanja mladih ljudi, da se vsak mesec učijo po mesec in več, za vsak izpit posebej, in teh izpitov je več kot 40. Nato sledi še 6-letna specializacija navadno, na koncu v primeru plastične kirurgije se konča z evropskim izpitom in potem si šele na začetku. Potem pa delo in še enkrat delo, predanost, da dobiš vse ročne spretnosti in znanje, izkušnje, da si lahko pri svojem delu suveren in res pomagaš. Če pa želiš, kot ste omenili, premikati meje mogočega, pa zahteva to še dodaten napor, tudi mednarodne povezave, razmišljanje izven cone obdobja. Vi ste rekli temu vstopanju v tuja življenja privilegij, ampak to je tudi velika odgovornost, ne? A jo čutite vsakič, ko ste pred neko operacijo, posegom, ali kako gre to v zdravnikovem življenju? Podobno kot pri smučarju, kot če ste spremljali svetovno prvenstvo v smučanju in ste videli Odermata, kako je vsak zavoj nakazal s telesom, stisnil mišice na goleni, v stegnih in vsak zavoj virtualno prevozil vse do cilja. In enako tudi mi prevozimo operacijo na začetku, še preden si nadenemo rokavice, od začetka do zadnjega šiva. In tudi vse stranske poti, kaj se lahko zgodi v primeru, če bo recimo zaradi obsevanja vena pri šivanju neuporabna, kje dobiti novo veno, kako vzpostaviti krvni obtok. Vse te stran poti, kaj če se zgodi take in take vrste zaplet. Vse to je v nekem scenariju že pred posegom. Ampak vi ste rekli, ste primerjali Odermata z vašim delom. V najslabšem primeru
morda zgreši vratca in odstopi. Ne, lahko se tudi zelo hudo poškoduje, z veliko razliko. Kirurgi imamo na drugi strani paciente, ne tvegamo svoja življenja z razliko od pilotov ali pa vrhunskih smučarjev, ampak odgovorni kirurgi moramo narediti premislek, kot ste povedali v uvodu, kot bi naredili zase vse korake. To sem hotel reči, da vaše poteze so irreverzibilne. Ne morete iti nazaj. Če naredite napako, je ta morda nepopravljiva. Ne vsakič, seveda ne. Ampak se mi zdi, da to je neka usodnost tega poklica poslanstva, ki se mogoče premalkrat respektira. Ja, absolutno, ampak določene stvari so tudi reverzibilne, kar pomeni, da recimo pri poskusu šivanja drobnih žil, če pride do tromboze, ne glede na kirurške spretnosti, lahko pride do zapleta, ki ni odvisen od kirurških spretnosti šivalnega materiala in tako naprej, ampak od lastnosti tkiva, poškodbe tkiva, pride do tromboze, se preprosto ponovi, enkrat, dvakrat, trikrat, če vidiš, da si neuspešen, reseciraš, odrežeš del žile, ki je poškodovana, vzameš del nove žile na sosednjem delu in jo ponovno všiješ. Če zopet to ne deluje, imaš drugo, tretjo, četrto pot. To pa pridobiš z izkušnjami. Bistveno pa je, da si vztrajan in do konca popolnoma predan in da ti je končni cilj samo uspeh na koncu. Kajti vsi se zavedamo, da nasmejan pacient pomeni nasmejanega kirurga. Brez nasmejanega pacienta ni nasmejanega kirurga. Zdaj, nekdo, ki doseže te presežke, kot ste jih vi, se že mlad zave te želje, da bi mu to uspelo. Kdaj ste se recimo odločili, da greste v medicino in zlasti, da greste prav v to smer medicine? Ja, že zelo zgodaj. Najprej sem naredil spremni izpit na veterini in tam sem tudi bil zelo uspešen, mislim, da sem bil 5. Potem sem mislil, da sem čist predober za te spremne izpite in sem se bolj malo študiral in veliko več ribe lovil in nazadnje končal med zadnjimi na spremnem izpitu na medicini. Potem sem pa že v 2. letniku fakultete šel do profesora Arneža, ki je bil ves čas moj mentor, ki me je vzgajal z zgledom in dejanji, in tudi z besedami, ampak veliko z dejanji. Z njim sem preživel ogromno časa v ambulanti, skupaj sva pregledala po 100 pacientov, potem se preselila v dežurno službo, delala preko noči, velike rekonstrukcije. Sočasno sem delal tudi vse izpite za doktorat in pisal članke in hitro tudi naredil doktorat. In tudi profesor mi je dal možnost, da sem že v 3. letniku študija medicinske fakultete predstavil svoje raziskovalno delo angleškemu združenju plastičnih kirurgov pred zelo ugledno družbo, z veliko treme sicer na začetku, ampak to je bil nek začetek in potem se je pač po teh poteh nadaljeval. Vztrajnost, delo, požrtvovanje, iskanje novih rešitev, boljših rezultatov, krajših rezov. Zakaj prav ta smer medicine? In kdaj ste se tako odločil? Zato, ker se mi zdi ta smer dobra. Na začetku nisem vedel, zato sem že v 2. letniku šel preveriti, če je to ta smer, ki mi ustreza. In nazadnje spoznal, da je to ena najlepših možnih kirurgij. Zato, ker moj najmlajši pacient je bil novorojenček, ki se je na delu telesa rodil brez kože, najstarejša je imela 105 let. Delamo na vseh telesnih regijah, uporabljamo mikroskop, uporabljamo napredno tehnologijo, 3D tehnologijo, najrazličnejše vrste laserjev. Skratka, vse to lahko kombiniramo, da je res zelo, zelo zanimivo. In nenazadnje je tudi ena težjih kirurgij, kaj ti rezultati našega dela so vidni vsem. Tu ni menjava kolka, kjer ti zamenjaš kolk in potem ocenjujejo rezultate po vidni brazgotini. Pri nas je vse bolj ali manj vse vidno. In tudi zašita žila deluje po principu vse ali nič. Ali deluje ali ne deluje, nekaj vmes ni. Za začetek se mi zdi, bi vas prosil, bi povedala eno od zgodbic, ki tako slikovito opišete v vaši knjigi in dajo pravzaprav bralcu vtis o kompleksnosti vašega dela. Recimo Azbereva, recimo trenirko, recimo za... Lahko? Ali lahko poveste to zgodbico tako, da bodo ljudje razumeli, kako je pravzaprav to, kar počnete, je zelo težko in odgovorno. Ja, to je ženska srednjih let, prometna nesreča, avtobus je zapeljal preko obeh nog, zdrobil kosti,
hudo poškodoval mehka tkiva, krvaveča je ležala pod avtobusom, hitro so prišli reševalci in reševalec zdaj je zaustavil krvavitev in pregledal rano, je vzel škarje in razrezal trenirko. Potem je bila bolnica premeščena v bolnišnico, celo noč smo se trudili in upravljali rekonstruktivni mikrokirurški poseg reševanja nog. Koliko časa je to trajalo? To je trajalo 5, 6, 7, 8 ur. V tem času ne gledaš na uro. Prenesli smo tkiva z hrbta, mišico z hrbta na žili, zašili krvne žile, vzpostavili obtok na nogi. Tudi tukaj se je treba zavedati, da je potrebno pohiteti, kajti noga je lahko brez prekrvavitve nekaj ur. Potem gre v nepovratno okvaro. Potem smo še dodatno, je bila bolnica večkrat operirana. Končala se je pa uspešno, rešeno je imela eno nogo, na drugi nogi je dobila podkolensko, smo mogli narediti podkolensko amputacijo, ampak kljub vsemu je lahko sama, spontano hodila, najprej s pomočjo birgel, potem celo brez birgel. V bolnišnici je bila nekje več kot 2 tedna, kot rečeno, še ponovno tudi dodatno operirana. Srečala je ogromno ljudi, zdravstvenega tima, rehabilitacija, fizioterapevte, delovne terapevte, medicinske sestre, strežnice, vsi so se menjavali, delovno terapijo. In ko sem jo na koncu vprašal, kaj je bilo najtežje v tem procesu zdravljenja, in jasno sem pričakoval naše herojsko delo, kako smo se trudili, kako smo mikrokirurško reševali nogo. Ona je pa rekla, najhuj mi je bilo, ko je prišel reševalec, pa je vzel škare, pa mi je čist novo trenirko prerezal. In jaz na prvi... Gospa je bila duhovita. Ni bila duhovita, ampak jaz sem vmes, mi je take prva misel prišla, pa kakšna trenerka, kako neka trenerka, mi smo se trudili, taka skupina ljudi, toliko časa v bolnici, neke vrste herojske operacije, nazadnje pa neka trenerka. Potem sem se pa peljal domov in spoznal, da nekateri ljudje žal nimajo te sreče kot večino drugih in da jim že ena sama trenerka pomeni ogromno. Bolnica je tudi nadaljevala, da je za to trenerko šparala več mesecev in zato je bila ena od moja gesta tudi, da ob izvidu sem šel, ko sem se peljal domov iz službe, v trgovino kupil novo trenerko in jo poslal po pošti in ko je prišla gospa po 23 letih, več kot 20 letih na kontrolo, je prišla v tej moji rdeči trenerki. Tako da tukaj si potem človek zamisli, da morda ni najbolj pomembno tisto, na kar pomislimo na prvo žogo in naše herojska dela, ampak so pomembna mogoče tudi že bistveno manjše stvari in manjše lepe geste povrnejo ponovno nasmeh na obraze ljudi. No, mi dva sicer osebno ne poznava, ampak jaz spremljam vaše delo. Kot predsednik republike sem vam tudi uročil jabolko navdiha. Vedno me je fasciniralo to, da vidite človeka veliko bolj celostno, osebnostno, kot samo človeka, ki ima neko medicinsko težavo. Ne? Absolutno. Se skušate poglobiti v psiho tistega trenutka in zdravljenja in vsega. Ne? Empatija je v medicini najbolj pomembna. Ti se moraš postaviti ali pa saj navidezno postaviti v čevlje tistega, ki ga zdraviš. Žal, nimamo teh pravih informacij, kako se v resnici tak človek počuti. Lep primer vedno podam. Večina mojega dela je rekonstrukcija dojke. In biti empatičen in se pravilno obnašati do ženske z rakom dojke je zelo, zelo težavno. Kajti kirurgi nimamo osebne izkušnje, kaj pomeni kemoterapija, kako je izpadanje las, kaj je, ko moraš kupiti lasulje, kaj je po obsevanju, kakšne so bolečine in razmišljanja ob amputaciji dojke, s tem se ne srečujemo. Ampak kljub vsemu je zelo pomembno, da se postaviš vedno v kožo človeka, ki potrebuje pomoč in sedi na drugi strani. In enako bi tudi pričakoval kdaj od pacientov, zlasti tistih, ki imajo manjše težave, da se postavijo kdaj v kožo zdravstvenega delavca in razmišljajo na ta način. In bi bilo vsem laže, kaj ti zavedati se je potrebno, da so odnosi dvosmerna pot. Kar daš, to dobiš načeloma. In tega se premalo zavedamo. Vi tudi nekatere presežke delate v timu, ste timski človek? Absolutno, že od nogometne šole
Do kadetov sem igral za Ljubljano skupaj s Sašom Udovičem, večkrat se hecava in se še danes sva velika prijatelja. Skupaj sva sedela v šoli, on se je odločil potem za nogomet, naprej jaz za medicino. In tudi ta nogomet mi je veliko dal. Se pravi, vsi za enega, en za vse, ni bilo zgubljene žoge. Če je bila zgubljena žoga, si vse naredil, da si jo vrnil nazaj v svojo ekipo in do končnega sodnikovega žvižga maksimalno. In enak je tudi v operacijski dvorani. Skupaj s timom do zadnjega šiva. Ampak biti 8 ur skupaj na tako zahtevnem delu, kako se to človek navadi ali kako izgleda to? Nič ne čutiš, popolna predanost, fokus 120% in jaz mislim, da je tako. Pa ste lahko 120% 8 ur? Ne, ker ni potrebno, da si to so v določeni fazi operacije. Pri mikrokirurškem šivanju žilja je fokus 100%. Če imaš replantacijo 4 prstov, je ta fokus mogoče res za 4 ure. Če pa neko lahkotno šivanje na koncu, so pa tudi lahko se pogovarjamo o dnevni politiki v športu, določene šale. Drugače pa zbranost je pomembna in to je podobno, kot jaz dostikrat primerjam vrhunsko kirurgijo kot vrhunski šport. Tudi za kolesarje je težko verjeti, da to zmorejo tenisače še zlasti 5 setov in odloča na koncu ena žoga v tie-breaku. Podobno. Ampak, če že vlečeva to paralelo s športom, že drugi stejo, tretjič. Športniki so v dnevni formi, boljši ali slabši, ste tudi kirurgi? Ja. Tudi kirurgi smo, mislim, lahko bi nekdo rekel, da ne, ampak je to Kako se to pozna? Da bolj uživate oziroma ste bolj... Kako se ta dnevna forma bolj pozna? Ker kakšenkrat verjetno date... Strast je verjetno vedno prisotna. Strast je vedno prisotna, potem je pa mehkoba giba. Recimo, ko prideš pod mikroskop po letnem dopustu, ko morda več tednov nisi uporabljal te gibe, drobne gibe pod mikroskopom, roka ni tako mirna, gibi niso tako tekoči, mogoče nekaj minut dlje traja tudi sam proces. Ampak podobno kot pri športu, več kot si vsak dan pri stvari in izvajaš določene gibe ponavljajoče, bolje to pride spontano, avtomatizem, lagodno z boljšimi rezultati. So kakšne stvari, ki jih naredite zaradi občutljivosti pri pacientu, težje, se jih težje lotite? Ko slišite za nek primer, rečete, to je to, kar bom težko naredil. Ampak bom težko, ker je tako in drugače zapleteno. Pogosto so nepredvidljive situacije, zlasti pri poškodbah. Vsaka poškodba je posebna in potem je potrebno veliko izkušenj in tudi nekih ročnih spretnosti in tudi zdravega razmišljanja, zdrave kmečke pameti, če želite, da določene stvari lažje in enostavneje postaviš na pravo mesto, brez dodatne poškodbe tkiv. Napredovale maligne bolezni so take, zelo zahtevni so operacije pri ljudeh, ki so bili že večkrat operirani. Sam se pogosto srečujem s takimi primeri, ko pridejo po 5., 6. operaciji k meni, kaj se da še narediti. Tam si zelo omejen z dodatnimi brazgotinami, rezi, kako je prekrljeno tkivo, vse to vpliva na končen rezultat in operacija postane nepredvidljiva. Je toliko bolj zanimiva, stresna, adrenalinska, radi rečemo, ampak istočasno pa zelo zahtevna. Ko veste, da imate zelo zahtevne operacije, a se, če spet povlečeva na paralelo športu, se potem tudi na njo pripravite, fizično, psihično, zahteva to nek fokus že pred operacijo samo? Ja, na vsako operacijo več ali manj, če ni zelo rutinska, se pripravimo in pri vsaki operaciji gre lahko nekaj narobe. To se moramo zavedati. Tudi po najbolj enostavni, lahko neka alergija na anestetik in je lahko smrtno nevarna in življenje ogrožujoča. Tako da nobene operacije ne smemo podcenjevati. In kot mlad kirurg, ko že kdaj misliš, da si visoko nad vsemi in lebdiš nad tlemi, prvi primer te prizemlji in ti da vedeti, da je pri kirurgiji zelo pomembna ponižnost in vztrajnost in zbranost. In
ni nekih takih lahkotnih tem in za vsako operacijo se je potrebno pripraviti bolj, kot je kompleksna. So nekatere študije, kot recimo za nos, ki smo ga upravili, je trajalo več mesecev v multidisciplinarnih timih z različnimi strokovnjaki, ne samo medicinske znanosti, ampak tudi druge napredne tehnologije in ta priprava traja lahko več mesecev, vse te novosti. Recimo imam svoje dobre znance iz Amerike, ki so se na prvo presaditev, Samir Mardini je moj dober prijatelj, ki je naredil do zdaj več presaditev obraza in za prvo presaditev so se ravno tako pripravljali več mesecev, naredili simulacijo posegov, simulacijo s pomočjo trupel, najprej na podganah prenos tkiv in vse ostalo. Tako da tukaj je to ni samo tisto, kar ljudje opazijo ali pa kar se jim sporoči, je nek vrh ledene gore, spodaj je pa prava stvar. Ko ste mimogrede omenjali to znano sicer operacijo nosu, to je bila pogumna odločitev, da ste šli raziskovati nekaj novega, ste pacientki dali upanje, da bo na koncu morda celo tudi uspelo, to je bilo nekaj novega, to je bila inovacija na svetovni ravni. Ja, sestavili smo več uveljavljenih metod v nekaj novega. Se pravi, na podlahti smo z lastnimi tkivi, kosti, fascija, žile, živci, mehka tkiva oblikovali nos, ga potem oblikovali po 3D gospa je bila brez nosu. Ga oblikovali po 3D modelu, da je točno zacelil v obliki nosu in ga potem prenesli na že oblikovan kot neko Lego kocko pravilne oblike in pravilne velikosti na obraz. Pogovarjali smo se z gospo zelo, zelo dolgo časa. Ona je bila tudi iz medicinskih vrst, je vse razumela, bila pri številnih pregledih, pri tujih strokovnjakih, domačih strokovnjakih, pregledala vso literaturo, točno vedela tudi možnost presaditve in posledične imunosupresije in vseh težav povezanih s tem in se zato odločila potem za rekonstrukcijo z lastnimi tkivi. No, tukaj lahko z veseljem tudi pomeni, da to ni bila edina pacientka, da smo potem v nadaljevanju naredili še 2 taka pacienta, tako da imamo 3 paciente, vsi so uspešno upravljeni in zadovoljni in to postaja neke vrste potem tudi lahko rutinski postopek. Ste lahko dosegli tak profesionalni vrh prav zaradi te ponižnosti, ki ste jo prej omenjali? V tem smislu, da ste vedeli, da ne ustvarjate nekaj, kar še nima končne podobe in boste sproti pravzaprav dosegli in ste skozi vedeli, da ste na realnih tleh. Naredili smo zelo dobro simulacijo in predvideli tudi vse poti in stran poti in še vedno kakšna bi bila posledica ob neuspehu. V primeru neuspeha bi bila posledica dodatne brazgotine na obrazu, znova nazaj plastična epiteza, ki bi se jo bolnica nalepila na mesto nosu in pa brazgotina na podlakti. Tako da in vsem tem smo se pogovorili zelo natančno z bolnico. Profesor, v vsaki karieri so taki vzponi in padci, se mi zdi. A tudi recimo pri vas ali v medicini so taki vzponi in padci, ali ti niso tako izraziti, ker vendarle akumulirate to znanje, izkušnje in se potem to redke dogaja kot drugje? V medicini mislim, da je bolj vzpon in lahko držiš nek plato, če se pa trudiš časovno neomejeno, se pa te vzponi lahko nadaljujejo iz tega platoja navzgor. Ampak ni pa teh padcev, kot so recimo, če spet primerjava športom, kjer je lahko hud padec, in se potem znova vzpneš, tega ni, ne? Ne, načeloma ne, mi na srečo ne tekmujemo z urami, ne tekmujemo, nimamo na drugi strani vedno boljših tekmecev, ampak mi tekmujemo proti bolezni. Tudi bolezen nas pa lahko preseneti, določen tumor je lahko take ali drugačne oblike. In tudi največje razočaranje v mojih očeh je pa takrat, ko naredimo vse, kar je v naši moči in vemo, da smo si zaslužili zmago, ne mi, pacienti, ki so šli skozi vse te faze zdravljenja, polne bolečin, strahu, nesreče in vsega skupaj, pa je potem bolezen hujša. Z nekimi dodatnimi zasevki, biologija bolezni taka, imunski sistem, upad imunskega sistema ali pa nek zaplet, ki ga ne pričakuješ, navadna pljučnica embolija in se lahko zdravljenje tragično konča kljub dobro opravljenemu delu. Zdaj izbrali ste tak zelo zahteven poklic,
poslanstvo. Če bi se odločili še enkrat, bi šli še enkrat v to, vedoč za vse, tudi za posledice v zasebnem življenju. Dobro, imate čudovito družino, 3 dekleta vas vedno čakajo doma, kakšenkrat prevečkrat čakajo in predolgo, ne? Ja. Če bi njih vprašal, vsekakor predolgo čakajo in prevečkrat čakajo in se premalo družimo. Ja, zelo dobro vprašanje, večkrat sem tudi sam pomislil na to in tako na prvo žogo bi zaključil in rekel, ne bi se odločil enako. Ne bi se odločil. Zato, ker medicina postaja brezosebna, vodijo na eni strani industrija, vstopa umetna inteligenca, premalo je te romantike, premalo je pogovora s pacientov, premalo časa, ki ga lahko posvetiš pacientu, cel kup nezga hitenja, izpolnjevanja nekih administrativnih nalog, ki so same sebi v namen. Tako da veliko lepote je medicina ali pa tudi moja kirurgija izgubila, ampak najverjetneje bi to ostalo pri besedah. Če bi to pomislil v petek, bi v ponedeljek že stal pred vrati službe in znova tekmoval z boleznijo. Ampak profesor, če sem prav razumel, ste hoteli reči, da napredek tehnologije in medicine, da je dehuman ali kako ne to razumem? A se ga ne veselite? A vse to, kar prinaša napredek v znanosti, ni vendarle pomoč na koncu vam? Je neke vrste pomoč, vendar če pa postavlja neke trende in smernice, ki preprosto zdravniki mora slediti, ker industrija predstavlja neke nova zdravila za nove bolezni ob določenih parametrih, predstavlja neke protokole in potem samo predpiše zdravniku, da mora predpisati 2 rumeni in 2 modri tableti. To ni več prava medicina, ne pogovarjamo se več o celostnem pristopu. A to globalen, svetovni trend? To je svetovni trend, absolutno. Ne pogovarjamo se več o celostnem pristopu, ne pogovarjamo se, kaj lahko naredimo z zdravo prehrano. Danes, včasih so rekli, ali pa še danes rečemo, 1 jabolko na dan odžene zdravnika stran. A če bi vi želeli se držati? Ja? Da dokončam misel o jabolku, ne? Pozabimo se pa danes vprašati, da to jabolko ni več enako kot jabolko izpred 20 let. Da je hranilna vrednost bistveno manjša, skoraj polovica. Od železa, vitamina, vsega ostalega, zaradi načina proizvodne. So lepa, vsa enake barve, enake velikosti. Pozabimo povedati, da je to jabolko od 12 do 48krat špricano. Kar pomeni, da se pogovarjamo, ali je zelenjava in jabolka so zdrava, ali so mogoče celo strup. Čas nas je prehitel, premalo razmišljamo in preveč živimo površinsko. Preko ste omenjali umetno inteligenco, večina nas, ki ne ve niti za osnove tega, kar zdaj počnete, si še manj predstavlja, kako bi lahko zdaj recimo umetna inteligenca na tej ravni razvoja recimo spodrivala recimo prej tradicionalne pristope. Kaj se dogaja? Dajte nam kakšen primer. Umetna inteligenca dobro vstopa tudi na področje kirurgije. Mimogrede, umetna inteligenca sama po sebi meni predstavlja tudi neko največjo krajo. Ampak en primer nam dajte, kako se dogaja ta umetna inteligenca v kirurgiji? Pripeljejo z reševalnim vozilom hudo poškodovanega poškodovanca z drobljenim zlomom. Na osnovi rentgenske slike lahko umetna inteligenca naredi najboljši protokol sestavljanja zloma. Vi date, izbere ostrosintetski material, ploščice vijake, izbere število vijakov, dolžino vijakov, pove, pod kakšnim kotom je najbolje zavrtati vijak v kost, da bo ta najbolj stabilna in nam pri tem lahko zelo dobro pomaga. In zakaj bi bilo to načeloma slabo, če vstopa ta umetna inteligenca v vaš poklic? Ker ne vstopa samo na ta način, ampak vstopa tudi na druge načine. Recimo, ko sem predvčerajšnjem, ko ti telefon naredi slikovni prikaz nekih slik. In napisal mi je telefon, da izbrane slike so iz slike kuhanja. In med temi slikami kuhanja sem imel približno 40% slik iz kuhinje, kako pečem zrezke, delam pico, škampi, školjke in tako naprej. Več kot 50% je bilo pa slik iz operacijske dvorane. Se pravi, tkivna kapsula pri menjavi silikonskega vsadka, ki izgleda kot nekaj iz kuhinje. Se pravi,
Če se umetna inteligenca tolikokrat zmoti, kot ti naredi izbor slik iz kuhinje, ne verjameš potem, da je tudi v operacijski dvorani lahko uspešna, dokler ni preizkušena. Podobno so tudi bili poskusi operacij nadaljavo, kjer so ameriški zdravniki operirali na različnih koncih sveta svoje poškodovane vojake in so ugotovili, da kljub vsej sodobni tehnologiji, če pride do zamika slike in zvoka za nekaj trenutkov, so vse odločitve kirurga lahko napačne in končen rezultat katastrofalen. In zato so to opustili. Določene stvari zahtevajo in tehnološki napredek zahteva svoj čas. Se pa veliko pričakuje. Tudi sem v skupini, kjer postavljamo mikroskop in robota v mikrokirurgijo, ki ima spet svoje prednosti, ampak še vedno kup svojih slabosti. In danes je robot bistveno dražji, bistveno počasnejši in zaenkrat še nima velikih prednosti. Edina prednost, kar je, da nekako odvzame tremor, tresenje rok kirurga. Vse ostalo je pa dražje, počasnejše. Tudi recimo, ko šivamo pri rekonstrukciji dojk drobne žile, ko vzamemo en delček rebra, si pripravimo spremno žilje in potem šivamo to žilje ob premikanju prsnega koša, kajti bolnica med posegom diha. To je že predstavlja določeno težavo za robota. Ko človek to posluša, bi rekel, da je nekaj romantizma v vas. Kaj bi bili, gorski zdravnik ali kaj? Ja, gorski zdravnik, mislim, da je bil 2017, mislim, da 16. 17. marca pri vas na obisku v predsedniški palači. Imam zanimive zgodbe iz dnevnega pogovora. Gorski zdravnik je ena taka oblika klasične medicine, ki bi si jo vsak želel. Neokrnjena narava. Res bi vi to delal, če bi imel možnost? Ja, bi. Z velikim veseljem. Z velikim veseljem. Si vzameš čas, poslušaš ljudi, njihove težave in pomagaš na različne načine, ne zgolj na načine, kot jih predpiše industrija. Narediš neko dobro delo, dobiš nasmejane obraze, na drugi strani neko hvaležnost. Gorski zdravnik je tudi zelo kakovostno jedel. Vemo, da je danes prehrana eden osnovnih in glavnih problemov sodobne družbe in številne bolezni so povezane s slabo prehrano. Tako da gorski zdravnik je združiš dopust in delo. Zdaj, prej sva govorila v glavnem o vašem delu, recimo na kliniki, ampak vi imate tudi zasebno ordinacijo, tam se ukvarjate z estetsko kirurgijo. Zdaj, kako bi to tako laično opisal? Kaj to je? Kaj to je? Estetska kirurgija sama po sebi je mene zelo, zelo presenetila. Zato, ker ne bi mogel verjeti, ampak ljudje po dobro upravljenem posegu so presrečni in pogosto jokajo od sreče. To se mi v rekonstrukcijski kirurgiji ni velikokrat zgodilo. Pri rekonstrukciji se lahko povrne telesno celovitost, naredil novo dojko s telesu lastnega tkiva, ki je popolnoma enaka sosednji dojki. Povrnil bolnico nazaj v svoje okolje. Pa kljub temu jo srečaš v ambulanti zagrenjeno, slabe volje, ker se je morda razširila bolezen, ker so družinske razmere take, se pravi na nekaj, kar ne moreš vplivati. Vpliva na rezultate tvojega dela. Pri estetski kirurgiji pa dobro upraviš svoje delo, spremeniš obliko, tudi funkcijo. Estetska kirurgija ni namenjena zgolj estetiki. Recimo zmanjšanje dojk. Sem imel pacientko nazadnje, ko na vsako strani sem zmanjšal dojko za 2 kilograma. Se pravi, 4 kg dojke sem odstranil in je bolnica presrečna, ker je popolnoma drugače živi. Ima bistveno bolj kakovostno življenje in še lepšo obliko in velikost, telesno skladnost dojk na telesu. Tako da veliko dobrega da estetska kirurgija, če je pravilno izbrana, če temelji na pogovoru, pravih pričakovanjih, realnih pričakovanjih pacienta, v takih primerih da zelo veliko lepega. Ne vem, če znam pravilno vprašati, ampak če pustiva ob strani recimo funkcionalni del te estetske kirurgije, kjer s posegom tudi pravzaprav olajšate življenje. Ne? Če greva samo na v bistvu nepotrebne posege, ki pa prinaša, kot ste rekli, veliko sreče, ker si ljudje to želijo. Kako na to gledate? Če so posegi nepotrebni, potem jih ne izvedemo. In jaz osebno jih ne izvedem. Drugače pa ogromno nezga sprenevedanja. Vsi želimo ugajati
ljudem okoli sebe. Zato hodimo k frizerju, zato hodimo na manikuro, pedikuro, kupujemo različna ličila, nakit in želimo biti najlepša podoba sebe, da ugajamo ostalim. In lepi, znanstveno dokazano je, da lepe osebe imajo v življenju številne prednosti. Od nižjih kazni, če ga nekdo ostal, do otroci v vrtcu imajo več pozornosti strani vzgojiteljev. To so znanstveno dokazano. In moj dober prijatelj Per Heden iz Štokholma, ki ima največjo estetsko kliniko v Evropi, je pogosto rekel, če bi bila estetska kirurgija neboleča, brez zapletov in brezplačna, kdo se ne bi za njo odločil? Najverjetneje skoraj vsi. Tako da tukaj je cel kup sprenevedanja, po drugi strani je pa tudi. Mislim, oba odobrava. Če nekdo želi, če se s tem, če zaradi tega srečnejši, ima vso pravico in hvala Bogu, da je tako, ne? Absolutno. Ja, absolutno. Zgolj sledenje trendom. Ampak, to sem vas hotel vprašati, zdaj pa vendarle moramo opažati, da se tukaj nekaj dogaja, kar zbuja našo radovednost, pri čemer puščamo vsem pravico, da še naprej odločajo. Ampak prihaja do nekih unifikacij, nekih idealov lepote, kar verjetno tudi ni prvič v civilizaciji, ampak zdaj pa znanost omogoča neke posege, ki jih prej ni bilo, ne? Ni prvič in ni zadnjič, je pa zdaj so ogromne razlike. Včasih so ideale lepote kreirali umetniki z umetniškimi slikami. A sem prav prebral, da so bili posegi te vrste že v davni preteklosti? Ja, absolutno. Tega prej nisem vedel. Ja, absolutno, že v davni preteklosti, ampak danes se trendi bistveno hitreje spreminjajo. In se vodi znova industrija in dobro naoljen stroj, ki se imenuje marketing, prek vplivnežev in vplivnic. Ta dobro naoljen stroj prek Kim Kardashian poda neko novost in čez nekaj trenutkov, minut, ur, da ne govorimo o dnevih, milijone in milijone žensk in oseb, da ne bom samo govoril o ženskah, kajti tudi moški so uporabniki estetske kirurgije, sledi temu trendu, kar je znova požene gromozanski posel, ne? In vse skupaj je lahko privede do določenih stranpoti, iznakaženih teles, se pravi slabo uporabljenih kirurških tehnik, številnih zapletov, ki imajo lahko tudi dolgoročne posledice, celo smrti. Imamo številne slabe primere turizma estetske kirurgije iz različnih držav. Tako da vse to je potrebno upoštevati. In ne nazadnje, tukaj jaz ne krivim v celoti marketinga in industrije, ki zasledujejo svoje finančne cilje, ampak so glavni krivci številnih iznakaženih teles, izvajalci, kirurgi, ki bi v prvi vrsti mogli zaščititi pacienta, se z njim pogovoriti, povedati, kakšne so realna pričakovanja, kakšne so možnosti in kakšni so zapleti. In ne zgolj opraviti poseg na željo pacientke, pacienta. Se pravi, če pride mlada ženska ozkega trupa in želi imeti prstni vsadek 400-500 ml, vsakdo, ki bo to naredil nekaj proti njej, se pravi v njeno škodo. Dolgoročno bo imela slabe posledice, bolečine, degeneracijo tkiv, spremembe sklepov in vse ostalo. In če nekdo to zgolj naredi zaradi denarja, je v mojih očeh neke vrste kirurg psihopat. Vi ste rekli, da nekatere želje tudi ne uslišite. Vse želje, ki jih ne morem izpolniti, oziroma niso v mojih moralno-etičnih načelih. Je bila kakšna taka zahteva, ki res izstopa po izjemnosti, recimo, tako da bomo imeli občutek, kaj vse bi si nekdo recimo želel? Takih zahteve so številne, od preoblikovanja uhljev do preoblikovanja ustnic, nosov, dodatnih usadkov, kjer usajujejo neke elemente v podkožje, delajo rogove, delajo z ljudi unikate, istočasno pa ne prepoznajo, da so te ljudje psihološko lahko moteni, zavedeni, da jih je potrebno
v prvi vrsti izobraziti, jim nuditi pomoč, ki jo potrebujejo, in da ta pomoč ni izvedba kirurškega posega, kjer po načelu više, dlje, hitreje, močneje rušiš neke meje mogočega, kajti v estetski kirurgiji je osnova telesna skladnost. Prej ste verjetno prav rekli, vsi si želimo biti na nek način lepši ali pa v tem smislu prijetnejši tudi za ljudi okrog nas. Se vam zdi, da dostopnost tudi cenovna v vseh ozirih, da bo privedla s časoma do tega, da bo vse več in več ljudi posegalo po vaših uslugah? Ja, to je že, vaša ugotovitev je prava, to se že dogaja in se zgodi, samo da so različni deli sveta časovno različno, ne. To, kar se je dogajalo v Ameriki, ne vem, pred 20 leti, se zdaj na Bližnjem vzhodu dogaja in so cele vrste različnih pacientov, ki si želijo enake postopke in posege kot druge. Tako da to je sedaj po celem svetu več ali manj neke vrste trend. Je pa, ko se pogovarjamo o lepoti, kar je lepo danes, ni nujno, da bo lepo jutri. Tega se je potrebno zavedati. Kaj je danes v vašem poklicu lepo? Kaj ljudje najbolj pogosto želijo in predstavlja nek trend v njihovih željah? Čisto odvisno od starosti od te osebe. Drugače pa za moje pojme je lepota neke vrste telesna skladnost, oziroma če me vprašate, definicija, kaj je lepa ženska, je zame lepa ženska tista, za katero se trikrat obrneš. Kaj na njej je lepo, kaj je telesno, kaj je neka notranja lepota, kaj je govorica telesa, kaj je iskriv nasmeh, lep nasmeh, kako zažarijo oči ob določenem pogledu. To vse daje skupaj eno celoto in skladnost in lepoto. Rekli ste, da tudi moški vedno bolj se oziramo za takimi rešitvami, da smo manj strahopetni ali pa ti predsodki padajo. To opažate, vidite tudi pri vas v vaši praksi? Ja, še vedno je moških bistveno manj kot žensk, ampak ja, so moški, ki redno prihajajo na botoks, nekateri se odločajo za polnila, najpogostejši posegi so presaditev las, ki se še vedno trenutno najbolje izvajajo v Turčiji, kjer imajo prav posebne klinike in so zelo uspešni pri tem. In daje odlične rezultate in samozavest, ki jo moški potrebujejo. Ginekomastija, se pravi povečanje dojk pri moških, je tudi en postopek, ki je pogost. Liposukcije, korekcije obraza, nosu, uhljev, pogoste so različne. A bi lahko tako s predsodkom rekli, da gre tukaj za nečimrnost, ne? Ne vem, zakaj bi bili moški nečimrni, ženske pa ne. Ampak gre za oba spola. Kot rečeno, vsi želimo ugajati in nečimrnost bi tudi, da hodimo enkrat mesečno k frizerju ali pa kozmetičarki. Skratka, želimo ugajati sebi in drugim. Problem je, ker v današnji družbi veliko prepogosto želimo ugajati drugim in smo sami v drugem planu. Ne, to vprašam tudi zato, ker sem se zadnjič oglasil na masaži obraza, kar sicer ne počnem pogosto, ampak sem to storil in zato objavil na Instagramu, ko me je pač gospa pri tem negovala, in so se mi zdeli zelo zanimivi odzivi. Tako barviti so bili, kot si lahko mislite, ne? Tako da sem videl teh predsodkov še vedno zelo veliko. Mislim, da moški ne zaostajamo zelo veliko za dekleti glede tega, da želimo ugajati ali pa ne. Da to ni nič kaj takega, da ni več tabu tema. No. Ja, pa pogosto je pa tudi tako, ne, da te odzivi so neke vrste taki lažni odzivi. Ne. Sem že spremljal televizijsko oddajo 5 sogovornic, ki so se zgražale nad estetskimi posegi, pa za vse se je točno vedelo, da so imele več estetskih posegov, da so se večkrat popravile frizuro, preden so šle pred kamero, da so imele ličenje, da so imele izbran nakit, polakirane nohte, se pravi, se nekaj sprenevedati, da nekaj ni pomembno, sam pa delaš ravno nasprotno. Vi ste rekli, recimo, da prevladujejo na UKC-ju pacienti, ki, čeprav ste zelo uspešno rešili njihove probleme, niso
presrečni, medtem ko recimo v vaši ordinaciji, kjer rešujete stvari, ki niso urgentne, pa ljudje odhajajo praviloma srečni. To vam daje neko zadoščenje, ne? Verjetno tudi zato imate radi zasebno ordinacijo. Zasebno ordinacijo imam rad zato, ker je lahko prekrasno opremljena, dišeča, ima sodobne naprave, inštrumente, najboljše možne materiale, ki jih lahko takoj dobiš naslednji dan, ni treba čakati na razpise in sestanke, da morda čez nekaj časa dobiš nujno potrebno opremo. Poljubno si izbereš čas, z bolnikom si lahko v nekem drugačen odnos lahko vzpostaviš, ker ta pregled ne traja rutinsko 3 do 5 minut, kot je predpisano, ampak se lahko zavleče uro in pol. Vse to ti daje neko svobodo in neko, če želite nazaj, to romantiko, ki jo medicina zahteva, če želiš, da je lepa in taka, kot bi si jo želel tudi zase. Če si pa postavljen v nek prostor, ki je sam po sebi staromodno opremljen, zastarel, kjer vsi slišijo tvoje probleme, kjer so ambulante združene, ko komaj slišiš, kaj ti bolnik pove, ker vse skozi ropota, ker ravno delajo prenovo ene zadeve, enkrat inštalacij, enkrat vodovoda, enkrat dvigal, ko ti povedo, da te zunaj čaka še 50 pacientov, ki jih moraš pogledati in da imaš na voljo zgolj 4 do 5 minut, so pa pogoji taki, ki te ne osrečujejo in zato tudi veliko zdravnikov odide v privatno prakso oziroma išče drugačne rešitve, ne zgolj zaradi finančnih vzgibov. Ko omenjate to, se ne morem vzdržati v predskušnjavi, da se ne bi vprašal, zdaj s to novelo, če bo sprejeta zdravstvenega zakona, kako bo v vašem primeru? Vas si skoraj ne znamo predstavljati, da ne bi bilo v UKC-ju. A vas bomo zgubili, če bi se odločili, da greste v zasebno prakso? Ali kaj se utegne zgoditi? Kako se boste vi odločali na tem križpotju, ki je vsiljeno, se mi zdi nepotrebno? Jaz sem sam posameznik, ki sem malo pomemben ali pa nepomemben. Dejstvo pa je, da pri spremembah zakonodaje pričakuješ, da bodo v korist pacienta, da se nekdo, ki pripravlja to novelo oziroma spremembe, postavi v vlogo pacienta in si reče, kaj pacient potrebuje. Pacient potrebuje hitro, kakovostno storitev, da se reši njegovo življenje, ne nazadnje, ali pa njegov zdravstven problem. Zato celo življenje plačuje in postavljati restrikcije in omejitve, ne pa rešitve, je za moje pojme zelo narobe. Skratka, namesto da bi odprli številna vrata in bolnikom ponudili koncesionarske, samoplačniške, druge postopke in načine zdravljenja v vrhunskih terciarnih ustanovah, praktično zdaj zapiramo vrata in postavljamo vse skupaj v centre, ki so pa omejeni tako kadrovsko, prostorsko in na vse druge načine. Tako da si ne obetam nič dobrega če bo sprejet ta zakon v različici, kot je trenutno predstavljena. Sam zase sem pa povedal, da v takem primeru bom žal klinični center zapustil, če bo postavljeno ali. In tudi številni moji kolegi, še zlasti tisti, ki so vzeli tudi kredite za to, da so si postavili pod določenimi pogoji in veljavnimi pravili svoje ambulante, da lahko na svoj način pomagajo ljudem. Te številni imajo tudi kredite in bodo mogli zapustiti te ustanove. Žal. Kar pa pomeni, da je Slovenija zelo majhna, da imamo nekaj strokovnjakov na posameznem področju in v primeru plastične kirurgije se ne pogovarjamo o estetiki, ampak se pogovarjamo o mikrokirurških rekonstrukcijah pri rakavih bolnikih, o replantacijah pri poškodovancih, pogovarjamo se ne nazadnje tudi o opeklinskih centrih in vsi vemo, da je podobna zgodba že bila v številnih državah po svetu, od Makedonije, Bolgarije in druge, ko so zgubili enkrat ta kader, ga kljub številnim vabilom nazaj niso več dobili in so taki bolniki ostali na bistveno slabšem, kot so bili prej. A se vam zdi, da utegne dolgoročno ta rešitev, če bo sprejeta, nekako znižati kvaliteto
storitev v javnem sektorju, zdravniških storitev v javnem sektorju. No, to opozarjamo številni, ne samo jaz, tudi številni moji kolegi, zlasti na določenih področjih. Maksilofacialna kirurgija je pred časom, so 3 kolegi napisali odprto pismo v sobotno prilogo, natančno razložili vse, pa žal mislim, da nismo dovolj slišani in da bo čas pokazal, ali je bila ta odločitev dobra ali slaba. Osebno in številni moji kolegi menimo, da so te odločitve slabe. Jaz bi rad samo tako rekel v najnem pogovoru, da samo 2krat, hvala Bogu, vse mojem življenju sem zdrav človek, sem imel take težave, da sem moral poiskati pomoč na kliničnem centru. Enkrat tukaj v Ljubljani, enkrat v Celju in obakrat sem bil deležen izjemne zdravstvene oskrbe. In slovenskemu zdravstvu zelo zaupam, zdravnikom. Ne. In se mi zdi, da to eksperimentiranje je zares zelo dramatično. No. In upam, da se bomo še pravi čas zavedali, da ne gremo čisto do konca tam, kjer se bi pokazalo, da je lahko eksperiment neuspešen. Ja, tukaj bi pričakoval tudi od politike, ne, da naredi neke vrste simulacijo, tako kot mi naredimo simulacijo pred vsakim kirurškim posegom in da se ugotovi, kaj se utegne zgoditi, ne da prepustimo na ključu in potem iščemo ponovno rešitve in izhod v sili. Tako da za dobre rešitve je pa potrebno imeti veliko razumevanja, znanja, izkušenj, dobrih nasvetov, ker vsi imamo samo en cilj pred sabo, ne? Čim boljše zdravstveni sistem in čim bolj napredni načini zdravljenja vseh Slovenk in Slovencev. Profesor, to je podcast Navdiha, ne? Vi prav gotovo ste na svojem področju, pa tudi v življenju neka osebnost, ki navdihuje. Kaj bi rekli, katere prvine značaja ali takega mora imeti nekdo, da doseže to, kar je uspelo vam in da res tako z enega Olimpa pogleda na te dosežke? Kaj bi rekli? Pogum, vztrajnost, delavnost? Kaj bi vi rekli? Strast pri delu, vztrajnost, garanje, nepopustljivost, visoki cilji. Tukaj moramo ugotoviti, da živimo v Sloveniji, kjer so nas že v osnovni šoli in vrtcu učili, kdor visoko leta, nizko pade, kdor molči 10 odgovori, bolje vrabec v roki kot golob na strehi, skromnost je lepa čednost. Medtem ko so otroke v Ameriki učili ciljaj luno in pristal boš med zvezdami. Tako da v Sloveniji je bolje ostati tiho, skromen, ponižen, kar pa ni vedno najboljše pri dosegi višjih ciljev. Se malček stvari spreminjajo, ne? Se vam ne zdi? Mislim, da ne. In mladi ljudje so veliko prepuščeni multinacionalkam in pametnim telefonom, ki imajo za nalogo, da poneumljajo ljudi in delajo preproste volilce in potrošnike. In mladi ljudje bi potrebovali učitelje, ki jih učijo zgledom, da posnemajo prave stvari. In pred tednom dni sem imel prvo predavanje za prvi letnik medicine, prvo pomoč, kjer sem jim predstaviti želel vse lepote medicine in zakaj je potrebno znanje prve pomoči. In sem se potem sprehodil skozi zgodovino in si pokazal, zakaj je sploh toliko poškodb. In sem najprej dal en insert Tom in Jerryja in smo se vsi smejali, na koncu pa ugotovili, da poškodbe, ki jih maček povzroči mišku in mišek mački, lahko zapolnijo vse oddelke kliničnega centra. Potem sem jim pokazal najbolj brutalne videoigre, 12, končali smo pri številki 5, ki je bila res brutalna. In nazadnje sem jim pokazal še to dvoličnost nas odraslih ljudi. Med filmom si ogledujemo posnetke borcev v kletkah, krvave obraze, davljenje na tleh z nogami, z rokami, potem pa v istem
po nekaj minutah v osrednjem televizijskem dnevniku se zgražamo, ko to otroci organizirajo pretepe v šolah in jih na enak način kot odrasli pošiljajo po medmrežju in na ta način tudi služijo svoje prve zaslužke. Tako da, kar delamo odrasli, otroci posnemajo, zato se moramo najprej spremeniti odrasli, če želimo živeti v lepšem, bogatejšem, bolj zdravem in bolj prijaznem svetu. Profesor, meni je bilo zelo prijetno. Danes je imeti ta pogovor z vami, včasih mi je bilo. Hvala, da ste sprejeli naše vabilo in srečno naprej. Hvala za vabilo. Hvala, srečno. Mi pa se vidimo v naslednji epizodi podcasta Navdiha. Srečno.